Nadaljujemo s programom poletne šole. Za okroglo mizo Solidarnost v boju proti neenakosti se iz nekoliko, recimo temu, bolj teoretskega polja premikamo na lokalne boje v slovenskem okolju. Seveda to ne pomeni, da okoli njih ne bomo tudi teoretizirali. In zelo me veseli, da se bom lahko danes o vlogi delavskih gibanj, feminizma, okoljskem boju, v povezovanju, solidarnosti med različnimi boji pogovarjal s Saro Svati Šaran, aktivistko in članico delovnega odbora za feminizem v študentskem društvu Iskra, z Gajem Kolškom, okoljskim aktivistom iz Gibanja Mladi za podnebno pravičnost, in Davidom Švarcem, sindikalistom Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije. Zdaj, vsi trije ste aktivno vpeti v različne družbeno-politične boje tu v Sloveniji, zato se zelo veselim vaših uvidov glede prepleta različnih problematik, pa seveda tudi potencialov in preprek, predvsem pri povezovanju in solidarnosti med temi boji. Bi na tej točki kar zaključil z uvodnimi predstavitvami, saj imamo za to neko precej široko in obsežno pomembno debato na voljo relativno malo časa in bi predal besedo današnji gosti in gostoma, pa bi vas v bistvu vse za začetek najprej povabil k neki uvodni predstavitvi, da vsi skupaj dobimo vsaj nek bežen občutek glede ključnih problemov, s katerimi se v teh bojih soočate, trenutnih bojev, ki sploh potekajo, pa seveda tudi organizacij in del teh organizacij, iz katerih prihajate. Pa bi najprej dal besedo kar tebi, Sara. Ok. Dobro, jaz prihajam iz študentskega društva Iskra. To je v bistvu pač društvo, ki je, seveda presenetljivo, ima največje članstvo študentsko. Odbori, ki obstajajo, so ful odvisni od interesa članstva in problemi, s katerimi se soočamo. Tako da trenutno imamo 2 odbora, en je ta, ki se ukvarja pretežno z študentskimi problemi, smo ga poimenovali Študentska fronta. Drugi odbor pa je Delovni odbor za feminizem, ki se pač ukvarja z položajem žensk. Ni nujno, da samo študentk, zato ker pač pretežno smo študentke, če smo študentke, smo prekarke, če nismo več študentke, smo samo še prekarke. Tako da to je naš vsakdan. In v bistvu iz tega potem probavamo izhajati. Tako da recimo boji študentske fronte, ki so trenutno aktualni, so naslavljanje študentske prehrane, torej primer študentskih bonov, ki je sistem, ki pač naj bi deloval v Sloveniji, ni pač najboljši, zato ker pravzaprav je namenjen samo nekemu luksuzu malomaščanov, medtem ko pač povprečen študent, študentka nima dostopa do bonov, oziroma če ima samo do najcenejšega fast fooda, ki pač ni dolgoročno vzdržen. Ne zdravstveno, ne pač, mislim tako, res ni okej, no. Tako da naša alternativa je potem pač vzpostavitev sistema menj za vse. Drugače pa feministični fight pa je predvsem nek poskus postavljanja neke kontinuitete v slovenskem prostoru, torej v bistvu demonstracije, ki obeležujejo 8. marec, mednarodni dan žensk, na Kongresnem trgu, ki se pač vsako leto od 2017 pravzaprav organizira, in s to kontinuiteto poskušamo pač vztrajati in reči, mislim, ženske smo tukaj in ne bomo pač nikamor šle, in boste morali tudi nas vzeti v obzir. To so dva recimo področja, katera naslavljamo, in seveda izhajamo pač iz tega, kaj smo, torej, pač ali smo študentke prekarke ali pač
hočemo izboljšati osnovne materialne pogoje naše eksistence ali pač hočemo prestrukturirati odnose v družbi. To so pač neki naši lokalni poskusi spreminjanja družbe. No. Toliko zaenkrat, pa bom predala naprej. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem David Švarc, sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Zdaj, v naš sindikat je vključenih vseh 14 poklicnih gasilskih enot, ki obstajajo v Sloveniji, to gre za javne zavode in gasilce, potem tudi vse 3 letališke enote in še nekaj industrijskih gasilskih enot. Kot sindikat gasilstva smo del največje sindikalne centrale v Sloveniji, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. V Sloveniji imamo 7 sindikalnih central, kar ni ravno najboljše, ne. Bolje bi bilo, če bi jih bilo manj, oziroma mogoče, če bi bila le ena, ne, in vključevala vse sindikate in kompletno delavstvo. Nas je pač 7, no, in v teh 7 central je dejansko združenih tam dobrih 20% slovenskega delavstva. To je procent, se pravi, vključenosti v sindikate, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Je pa res, da v samem javnem sektorju, ki obsega približno 20% celotnega delavstva slovenskega, 19%, je ta procent sindikalne organiziranosti bistveno višji, ne. Gre pa tam kar za okoli 50% vseh zaposlenih javnih uslužbencev. Zdaj, v našem sindikatu gasilstva se pa tudi moram malo pohvaliti, no, je pa ta sindikalna organiziranost kar dobrih 80%, se pravi vseh poklicnih gasilcev je članov sindikata in se borimo pač, bom rekel, za te svoje pravice in širše. Mogoče samo toliko še, zdaj te neki ključni boji ali pa naše aktivnosti, kar se tiče samega tega, rekel, delovne, se pravi, kar se tiče delovnih razmerij in podobno, ne, smo trenutno v pogajanjih z Vlado Republike Slovenije, ne ravno po svoji želji, kar se tiče, se pravi, tle smo mi na nek način sindikati, na splošno vsi, ne, postavljeni pred neko dejstvo, kjer bi Vlada, na nek način bi včasih lahko rekli že tudi kot neki varčevalni ukrepi, spremenila plačni sistem, kompletni plačni sistem, ne, češ, da je ta trenutni zastarel. V bistvu je pa le predober, no, za njih seveda in imamo kar velike borbe, no, okoli tega. Gasilci smo imeli pa pred pol leta, bom rekel, nazadnje neko večjo aktivnost, ne, z protestom, ki je bil za Vlado dokaj neugoden ali pa zelo neugoden. V tem trenutku smo ga prekinili, ne, ker smo dobili neke jasne obljube, da se bojo razmere in predvsem na plačnem področju popravile, ne, in dvignile, tako da smo zdaj v aktivnih pogajanjih, nekaj časa še imajo, v nadaljevanju bo pa seveda tudi aktivnosti se, bom rekel, eventualno spet aktivirale. Toliko mogoče zaenkrat. Lep pozdrav še z moje strani. Sem danes tukaj kot predstavnik Mladih za podnebno pravičnost. Najboljši približek za naše gibanje bi mogoče orisala množica pridevnikov, da smo nehierarhično, demokratično, prostovoljno, samoorganizirano, antikapitalistično, okoljsko podnebno gibanje. Na tej točki nas oblikuje že več kot 100 članov iz cele Slovenije, različnih starosti, znanj in izkušenj. Samo gibanje, kot ga poznamo danes, je vzniknilo tam nekje 2019, kak mesec pred prvim tem mednarodnim podnebnim štrajkom. So pa zametki gibanja se že oblikovali v še enem delovnem odboru študentskega društva Iskra, in sicer delovnem odboru za okoljevarstvo. Že takrat se je gradilo neko vzporedno delovanje na teoriji in praksi. Zdaj v preteklosti smo že po srednjih šolah in fakultetah organizirali razne javne razprave glede na primer takrat aktualnega energetskega koncepta Slovenije, ki je ključni razvojni dokument. Zdaj na tej točki se ukvarjamo tudi z NEPN-om, ki je tudi ključni razvojni dokument, tako da mogoče niti nismo tako daleč prišli.
Ampak ja, nasplošno se pa ukvarjamo z organiziranjem raznih izobraževanj, od delavnic do bralnih seminarjev, krožkov in predavanj, pa se tudi povezujemo s strokovnjaki, organiziramo akcije v javnem prostoru in se tudi tam povezujemo z različnimi organizacijami, iniciativami, gibanji, pa sindikati in tudi delavkami in delavci nasplošno. To pa je po mojem tudi to za to uvodno predstavitev. Okay, hvala. Skratka, zelo raznolike predstavitve in na nek način, saj na videz, tudi zelo raznoliki boji. Jaz imam zdaj to relativno težko nalogo, kako nekako čez vaš pogovor te boje usmisliti, kako nekako probati najti neke skupne točke, stičišča, ki se saj iz moje pozicije, no pa tudi iz tega, kar smo v bistvu slišali v zadnjih 2 dneh poletne šole, zdijo več kot nujni. No. Pa bi v bistvu najprej začel pri tebi, Sara, imam eno mogoče malo specifično vprašanje, no, ampak se mi zdi izredno pomembno. Ne. V Sloveniji smo trenutno pa že kar nekaj časa priča razgradnji javnih storitev, ne, od zdravstva, šolstva, dolgotrajne oskrbe. In ti sistemi so v bistvu izrednega pomena, ne, za enakost med spoloma, hkrati so pa izredno pomembni in ključni tudi za soočanje s podnebno krizo. Ne. V bistvu vedno, kot govorimo o ne vem, odrasti, si verjetno saj večino ljudi potem predstavlja, ne vem, namesto kopice privatnih aktivnosti, javne storitve, zagotavljanje, recimo temu neke no, saj mislim, da javno šolstvo, zdravstvo, seveda tudi javni transport, mislim, da si pa lahko potem začnemo zamišljati še marsikaj drugega, kar je trenutno pod domeno privatnega. Zdaj, ja, na drugi strani vedno večje smo soočeni tudi z, smo soočeni tudi z vedno večjo obremenitvijo zdravstvenega sistema zaradi podnebne krize, a ne, z povečanjem temperatur, z ostalimi problemi bo v bistvu teh problemov vedno več bo potrebnega kadra v bolnicah, šole bodo izrednega pomena z vidika okoljskega izobraževanja in vzgoje novih generacij za novo realnost. In hkrati pa te storitve nekako predstavljajo tudi pomemben mehanizem podružbljanja reproduktivnega dela. Ne. In tukaj v bistvu v tem kontekstu me zanima, ali v tem ti vidiš neko možnost za povezovanje bojev. Imamo tukaj noter in delavski boj, vse te dejavnosti so sindikalno organizirane pod izrednim pritiskom, imamo pomembno okoljsko dimenzijo, imamo pač v bistvu tudi izredno pomembno vprašanje, kar se tiče enakosti med spoloma. No. Tako da to, no, in druga stvar, no, kaj vidiš, da bi nam pač v bistvu ta skupni boj lahko pač doprinesel? Okay. V bistvu je, mislim, bom začela nekje vmes. V smislu, rekel si, da pač v prihodnje bomo rabili čim več nekih pač javnih storitev, bolnic, šol in tako naprej, kar pač ni nujno. V smislu, da za kapitalizem ni nujno, da pač imamo več bolnic, pač bo več revnih umrlo, ker ne bojo mogli shendlati podnebnih pač razlik, ne, od poplav, vročinskih valov in vsega ostalega. Pač ljudje ne bojo prilagojeni, ker ne bojo razumeli, kaj se dogaja in ne bojo imeli tega znanja, kako pač zaobjeti realnosti in ne, pač bo izobrazba dostopna samo višjim slojem pač prebivalstva. No. Tako da, mislim, to ni nekaj, kar je samoumevno, ne, seveda, in če hočemo drugačno družbo, potem pač seveda moramo vzpostavljati neke, ne vem, ali pač reformistične, ali pač kakršnekoli že pač pogoje in metode in strategije, kako se pač proti kapitalizmu boriti, vsaj na neki lokalni ravni, vsaj pač tam, kjer lahko, vsaj skozi ta, ne vem, področja, ki so nam lažje razumljiva, ker
mislim, beseda kapitalizem zna biti nek bav in potem pač tega ne razumemo. Beseda patriarhat je nek bav in pač zato pač so feministke, smo pač, ne vem, nezaželene v javnem prostoru in tako naprej. Če pa te stvari, te probleme konkretiziraš z nekimi zelo jasnimi pač področji, potem verjetno tudi se lažje zgradi neko povezovanje medsebojno na videz različnih pač bojev in področji. Ker vendarle na nek način pač mislim, da delavskemu gibanju, okoljskemu gibanju in feminističnemu gre za iste stvari, v smislu za neko spremembo obstoječih razmerij v družbi. Ne smemo tega pač hierarhizirati, da je pač eno vprašanje manj vredno ali bolj pomembno, vendarle gre za nek pač preplet različnih sistemov, ki pač povzročajo neenakost in ful dobro funkcionirajo nažalost skupaj. Tako da, ja, mislim, je kako potem to zaobjeti, seveda pač ne, problem. Reproduktivno delo, kako pač podružbljati, to seveda je spet nek vidik. V Iskri se ne toliko ukvarjamo s tem, čisto direktno, ampak se pač nekako posredno, v smislu precej študentk je pač tistih, ki pravzaprav nehajo študirati, pač prenehajo s temi, ne vem, recimo sanjami po boljši izobrazbi za potem boljšo delo, sej valjda pač ni to samoumevno, da bi bilo to povezano, ampak tako, da imaš mogoče boljše pogoje za prihodnost naprej, ali pa vsaj razumeš prihodnost, ki se ti dogaja. Marsikatera študentka pač od študija more nehati, zato ker ne vem, prevzame neko drugo vlogo, ki jo pač ni, mislim, ki je na nek način naravnost samoumevno, da jo bo pač prevzela, ni pa pač sploh samoumevno. Torej, ne vem, skrb za starejše v družini, če se kaj zalomi v nekem tem gospodinjski enoti, ponavadi pač to skrb prevzame ali partnerka, ali pač starejša sestra, ki pač bo pač nehala študirati, sej, mislim, to ni produktivno delo, ne, študij sam po sebi. In to pomeni, da pač ne bo to, da bo nehala študijem, ne bo zares direktno vplivalo na to, pač kako bo gospodinjska enota, družina pač preživela naprej. Tako da to so spet neki problemi, ki pač posredno vplivajo na študentstvo, vendarle zelo individualizirano, ker pač se tega ne razume kot družbeni problem. Rešitev pa je seveda pač v podružbljanju, torej v tem, da bi bilo pač reproduktivno delo ne bi bilo individualizirano, ne bi bilo pač zgolj problem ene posameznice in pač neka kvazi naravna danost, ki jo morajo prevzeti, ampak da je pač to delo pravzaprav čim bolj povezano v samo skupnost ali pa celo pač ovrednoteno kot delo, da je pač plačano. Torej, namesto priprava hrane sama zase, pač menze, ki bi bile recimo dostopne vsem, pa tudi, mislim, in finančno in lokacijsko, no. To so recimo neki pač, ne vem, poskusi vzpostavljanja socialne varnosti, ki znotraj kapitalizma nočejo delovati, zato ker seveda niso profitabilni, če so v javni lasti. Tako da ne vem, da si povedal, kako pač je to problem, ja, pač je problem, pa ful težko to naslavljati, ker smo samo eno kolektiv skurenih aktivistk. A ja, ti imaš še vprašanje? Sej lahko seveda glede tega povezovanja odgovorite tudi splošnejše. Jaz sem zgolj hotel v bistvu poiskati neke take, se mi zdi, da recimo temu nevralgične točke, no.
Zdaj, a ne, ti si delaš v sindikatu poklicnega gasilstva. Ne? Zdaj, okoljska kriza nam prinaša več in več naravnih katastrof. Z eno takih smo se soočali nedavno, lansko leto smo bili soočeni s požari na Krasu. Gasilci, to konstantno poslušamo v medijih, a ne, ste vedno bolj obremenjeni, vedno bolj boste, hkrati se enormne količine denarja v državnem proračunu namenjajo naprimer za militarizacijo, namesto da bi v bistvu nakupovali dodatna gasilska vozila, zaposlovali dodatne gasilce in tako naprej. Ne? Kako v bistvu ti vidiš to, no, pa predvsem tudi iz neke tvoje praktične izkušnje, ne, dela z delavci v gasilstvu, a vidiš tukaj nek potencial, no, da se pač dolgoročno gradi na neki skupni fronti, a ne, kjer bomo v bistvu poiskali tega recimo skupnega sovražnika in s skupnimi močmi stvari premaknili v mogoče malo boljšo smer. No? Ja, no vsekakor je, bom rekel, najmanj dobrodošlo, če rečem, da delamo v tej smeri povezovanja v tem, se pravi, skupnem boju za neko javno dobro, ne, praktično vsem tem, kar je bilo govora zdajle pred mano že, tako javno šolstvo, zdravstvo in vse ostalo in jasno tudi skrb za varnost, ne, tako bom rekel premoženja, življenj in podobno, ne, tako da je dejansko na nek način, rekel, kar absurdno, rekel, biti seznanjen v bistvu s podatki o tem, kako se v zadnjih letih, ne, kljub temu, da se ravno te okoljske spremembe v bistvu so nek vzrok za vse več teh elementarnih nesreč, ne, poplav, požarov in podobno, ne, s čimer se moramo boriti, ne, da se pa v tem obdobju po Evropi, naprimer, v nemalo državah celo število konkretno pač gasilcev krči, ne. Bo v redu? Ja, ok. Ravno pred kratkim v bistvu smo dobili podatke, ne, da se je se pravi z leta 2021 na 2022 v državah, desetih državah Evropske unije, naprimer, da to gledamo dosti širše, ne, zato ker je Slovenija pač, tlem so rekel na srečo, no, malo ena specifika, kar se tega tiče, ne, se število gasilcev zmanjšalo od 10 do 30%, naprimer, ne, z leta 2021 na 2022, ne, kar je dejansko absurdno, naprimer, tudi do 30%. Zdaj, tle moram povedati, ne, da Slovenija je dejansko ena specifika, ne, ravno zaradi, bom rekel, prostovoljnega gasilstva, zaradi nedolge pač te gasilske tradicije, ne, in zaenkrat v bistvu, rekel, ta dela v veliki meri, ne, opravlja, rekel, prostovoljno, ne, prebivalstvo vključeno tudi v gasilstvo, civilno zaščito in podobno. Je pa dejstvo v bistvu, da upad ali pa zanimanje za to in njena pripravljenost, ne, se pa opazno pač zmanjšuje. In ja, tudi nas, bom rekel, jasno, da zmoti je vse te razprave, ne, v smeri povečevanja sredstev, ne, za obrambo v smislu vojaške obrambe, ne, ki največkrat ni obramba, ne, ampak je celo napad, dočim v bistvu tista sredstva, ne, ki bi, se pravi, evo, čisto konkretno, tudi to je ena specifika v Sloveniji, naprimer, ne, se pa te naši prostovoljni gasilci, ki delajo vse brezplačno, ne, v svojem prostem času, morajo nemalo sredstev, ne, za nakup najnujnejše opreme, tako kamionov, ne, in ostale opreme, nabirati sami, ne, z raznimi, rečemo, veselicami ali pa prodajami koledarjev in podobno, no, kar je resno absurd, ne. In tle gre večkrat tudi z naše strani, bom rekel, nek klic, naj se tega pač ne počne, ker je prav, da za take stvari dejansko poskrbimo vsi skupaj oziroma država, ne pa da se ljudi postavlja pač pred dejstvo, ne, da če boš želel imeti neka moderna sredstva za, ne, varovanje, v bistvu si jih boš na nek način skoraj moral sam priskrbeti. Tako da ja, absolutno je nujno to povezovanje, ker dejstvo je pač samo nekaj. Težko se je v različnih bojih povezovati, ne, ljudje
ali pa družba kot taka je vedno bolj na nek način individualna, vidimo na nek način le svoje osebne, naprimer, probleme in z nekim pravim povezovanjem, tako delavstva kot okoljskih organizacij, feminizma in podobno, dejansko v bistvu pridemo do neke točke, kjer je predvsem, kar je pomembno, to volilno telo čim širše, ker dejstvo je, tle odloča v bistvu, ali pa glavno moč ima tle vendarle politika in če imajo v čem problem, imajo pač, bom rekel, lahko v ob enih resnih družbenih uporih in šele takrat so v bistvu pripravljeni resno prisluhniti. Sicer pa vidimo, brez težav podlegajo kapitalu, kapital, ki postavlja odločevalce, politiko pred dejstvo, da bo država lahko funkcionirala, se pravi imela sredstva, ki jih dobiva od kapitala, le v primeru, če bo država vlagala, se pravi v ta privat kapital in v bistvu to je toliko brezsramno, da sam kot primer tukaj zbranim povem, da je 3 dni po tistem, ki je eden večjih slovenskih predstavnikov kapitala v svojih družbah med 21 ljudi razdelil 20 milijonov evrov dobička, v tem trenutku državo postavljal pred dejstvo, da država temu kapitalu, se pravi SIJ-u, industriji jekla, mora pomagati z državnimi pomočmi, sicer bojo dejansko propadali in delavci ostali brez služb in v breme države in podobno. Tako da takih absurdov smo deležni vedno več, brezsramno in ravno to je tisti problem in tle jih moramo postavljati pač pred neka dejstva in to jih lahko postavljamo vsi skupaj, se pravi združeni v vseh teh organizacijah. Dela, ok. Ja, zdaj, Gaj, danes smo pa včeraj, pa cela poletna šola je v bistvu namenjena neenakostim in podnebna kriza, kot smo pač večkrat slišali in vem, da se sam veliko s tem ukvarjaš, ima izrazite neenake posledice, hkrati smo pa pač seveda tudi neenako odgovorni. Zdaj, tisti, ki so za nastalo stanje najmanj odgovorni, pogosto pač te posledice občutijo najizrazite in imajo tudi manjše zmožnosti za soočenje s posledicami. Zdaj, v tem kontekstu je verjetno neko povezovanje okoljskega gibanja, če želimo razrešiti pač socialne vprašanja, vprašanja enakosti med spoloma, neenakosti, verjetno, mislim, vem, da se s tem strinjaš, ampak bi te mogoče malo prosil, da poveš, zakaj se tebi kot predstavniku nekega takega gibanja to zdi pomembno, pa tudi mogoče neke konkretne poskuse že. Ja, mislim pač, ti boji feministični, okoljski, delavski so itak že v osnovi povezani in z nekim skupnim sovražnikom, to je pač kapitalizem. In okoljska kriza oziroma mogoče razlogi za okoljsko krizo so en izmed najbolj berljivih mogoče prikazov dejanskega te razredne delitve znotraj kapitalizma, ker točno to, kar si prej načel, imamo v bistvu take dve neki neenakosti, o katerih lahko govorimo, ki sta mogoče najbolj ključne in to je ta neenakost odgovornosti in neenakost posledic. Saj pač ne rabim naštevati številk, kjer razred več, proizvaja več emisij, pa kdo več onesnažuje, pa kdo najbolj trpi zaradi tega. Ampak ja, pač mislim, da že ta koncept pravičnosti v imenu Mladih za podnebno pravičnost predpostavlja pač tudi te neke delavske in feministične boje. In pač na nas je, da se kot gibanja, kot kolektivi, kot tudi sindikati pač med sabo povežemo, zaradi tega, ker ti boji so že povezani, kdor ni povezan, smo to mi. In ja, pač preko se mi zavedamo, da smo skupaj proti temu sistemu in da pač je to naš nek skupni imenovalec, prej bomo lahko karkoli naredili skupaj. V redu.
recimo, da smo majčkeno zdaj odprli neka temeljna vprašanja, pa me zdaj v bistvu zanima, ne, zdaj za soočenje s splošno okoljsko krizo in neenakostmi, vsi ste v bistvu odprli izredno široke, velike probleme, ne, ki jih je, ne vem, ti imaš verjetno izkušnjo v sindikalnem organiziranju, veliko neke, recimo temu, osredotočenosti na socialni dialog, manj borbenosti, velikokrat se ne dela, mislim, se neko, recimo temu, fetišizacija pravne države in tako, ne. Pa me zanima, no, v bistvu vprašanje za vse, tebe bi mogoče malo bolj vprašal o tem, ne, kako ti v recimo sindikalnem gibanju vidiš neke drugačne metode oziroma s kakšnimi metodami bi se sploh lahko do te ravni organizirali, da ustvarimo to skupno moč, o kateri ste vsi trije govorili, ki bi bila dovolj prodorna za neke tako velike družbene preobrate, kot si jih v bistvu tukaj zdaj zamišljamo, no. Pa mogoče, če ti začneš, David, pa pol še vidva odgovorita. Ja, jaz bi kar rekel, da se na nek način dejansko v bistvu moramo, mi zdaj ugotavljamo, v zadnjem obdobju ugotavljamo, no, ali pa v bistvu dejansko vidimo brez težav vračati pač spet k koreninam delavskega boja, čisto preprosto, ne. Tle, moje mnenje je tudi, ne, da smo dejansko sindikati, ne, in delavstvo v tem na nek način ujetniki nekega ravno tega socialnega dialoga, ne, ki naj bi bil dejansko v bistvu, ki je bil, rečemo, tam v 90-ih letih celo izborjen, ne, zgledali je to kot nek korak, ne, v smeri dejanskega tistega pravega družbenega konsenza, ne. Zdaj ne bom rekel, da vedno, ne, in v vsakem koraku to prinašalo nekaj slabega, ne, mnogo dobrega je bilo storjenega znotraj tega, ne, smo pa vse prevečkrat ujetniki tega, a ne, se pravi, in prišli smo toliko daleč, da praktično že skoraj sleherni delavec včasih, ne, se pride do točke, ko se izgovarja na socialni dialog. Se pravi, ko pridemo, rekel, v situacije, kjer gre za neke neposredne, tiste najhujše oblike kršitev, ne, kjer se ne izplačujejo plače, kjer se dela v totalno nenormalnih delovnih pogojih in podobno, ne, ob dejstvu, da imamo v Sloveniji, ne, tudi zakonodajo urejen, pravico do stavke, ne, česar ni povsod po svetu, ne, se pravi, imamo pravico prekiniti delo, rekel, tisto najvišjo obliko upora proti kapitalu, ne, ki je dokazano učinkovit, si tega pač ne upamo, ne, vse prevečkrat, ne. In v trenutku, ko do tega pride, se vse prevečkrat iščejo vprašanja in neke rešitve, da skušajmo se domeniti, ne, pa se še malo pogovoriti in podobno. In jaz menim tle, da je treba dejansko v bistvu biti bolj odločen pri tem, ne, tudi delamo na tem, ne, in zdaj sploh posamezne sindikalne skupine, se pravi, pridemo bistveno prej, ne, do neke situacije, ko začnemo, bom rekel, s klasičnimi delavskimi aktivnostmi. Od protestov oziroma, da ne rečem, s tistimi prvimi, je včasih že dovolj, ne, da se pač te konkretne delodajalske svinjarije, v bistvu, ki se dogajajo proti delavcu, ne, predstavijo javno, ker ne malokrat so to skrite za zidovi, ne, potem seveda sledijo lahko javni protesti in stavke s prekinitvijo dela in to dejansko v bistvu na kapital močno vpliva in v končni fazi tudi politika na nek način, to smo videli tudi v zadnjem obdobju večkrat, ne, bistveno težje spregleda, bom rekel, take situacije. Je pa res, da pride do te točke, da na nek način je, rekel, smo se kot delavstvo, pa to, rekel, skozi ta socialni dialog, da ne rečem ulenil, ne, ali pa malo razkomotal, ne, ker smo mislili, da bo to kar funkcioniralo, ne. In se zaradi tega zdaj bistveno težje pač aktivirati, ne, ker ne malokrat se gleda, v bistvu, kaj to za mene pomeni, ne, seveda tle so ustrahovanja in podobno, bo podjetje podleglo, bom rekel, temu boju, ne, boste izgubili službe, ostali brez služb in podobno, no, in tle preko tega treba iti, ne, in k temu pač spodbujamo in vsaj kar se tiče sindikalne organiziranosti sindikatov in delavstva, menimo, da je v bistvu kapital in politika morajo začeti čutiti tisto pravo delavsko, družbeno pač moč in takrat imajo težave, no.
Evo, toliko mogoče za enkrat. Ja, no, mislim, mi imamo mogoče malo bolj drugačen način funkcioniranja. Smo precej bližje MZPP-ju glede samih metod delovanja in pač tudi zaradi tega smo tudi pogosteje sploh neslišani strani politike kot pač itak nerelevanten akter, zato ker itak ne ustvarjamo socialnega dialoga, ker pač neki študenti, ki nekaj težijo, niso relevanten sogovornik, sej ne ustvarjajo zares direktnega profita, ko ga pač gre več profita študentskim servisom, ki so privat, kot pa pač za recimo za davke za samo državo. Tako da zaradi tega smo potem, zaradi tega pač tudi delujemo predvsem na podlagi nekega tega direktnega aktivizma, direktnih akcij v smislu pač nekih protestov, organiziranja skupščin, predvsem v nekem javnem prostoru, ki pač je vedno je pač vezan na to, koliko pač, kaj lahko v nekem trenutku zmoremo in kaj lahko naredimo, tako da ni nujno to pred parlamentom, včasih je to pač na nekem posameznem faksu, zato da pač probamo neko lokalno skupnost ozavestiti o problemih in na nek tak način pač ozaveščanju čim večjega nekega pač kroga ljudi ustvarjati nek pritisk, ker pač to, da se nek pravilnik spremeni, ni nujno pač karkoli uporabnega, v smislu pač zakonodaja načeloma čisto bi lahko bila v redu ali pa je celo v redu v primerih recimo pač predvsem na primerih, ki so najbolj relevantni za feministke, torej ne vem, pač primeri spolnega nadlegovanja, recimo pač zakonodaja že pač omogoča neke mehanizme, kako bi se to pač preganjalo, kaznovalo, sankcioniralo, ampak je predvsem problem sama sodna praksa, ko pravzaprav sodnice in sodniki ne upoštevajo tega zakonodajnega okvira, ki jim je možen, ampak postavljajo najnižje možne pač sankcije samo zato, ker sej ni tako slab človek, najbrž se bo zboljšal skozi čas. Tako da, tako da zaradi tega nismo toliko vezani na to fetišizacijo zakonodajne oblasti, zato ker pač to ni dovolj, no, pač to, da imaš neke okvire pravne države, so pač neki osnovni pogoji, ki pa sami po sebi ne bojo pač zadoščali pravičnosti v družbi, predvsem so pomembni te mehanizmi, ki jih moramo skozi konstantno prakso pač vzpostavljati, torej, ne vem, teženje k temu, da najbrž je premalo delavskih inšpektorjev, teženje k temu, da ljudje, ki pač delajo z žrtvami spolnega nasilja, niso usposobljeni za to delo in ne vem, teženje k temu, da pravzaprav nek zločin je treba poimenovati kot zločin, tako da precej, v zadnjem času smo precej vzpostavili pač izraz femicid kot tisto specifičen zločin umora ženske samo zato, ker je pač ženska, ker drugače se pravzaprav pogosto izkaže, kot da je to samo eno kaznivo dejanje v nizu kaznivih dejanj, ki se dogajajo v tej družbi. In da ni to da ni to specifičen družbeni problem samega sistema, ki ustvarja neenakosti, torej v tem primeru patriarhata in pač patriarhalnega kapitalizma. Tako da, ja, no, skratka, poskušamo na različne načine to ustvarjati, vedno je omejeno, vedno je pač precej vezano na to, koliko je nas samih in pač koliko prostora si lahko sploh v javnem prostoru vzamemo. Vendarle, vedno je tako, da pač neko kreganje v parlamentu je
dobi večjo minutažo na pač javni televiziji in še posebej na zasebnih medijskih platformah, kot pa to, da problematiziraš nedelovanje sistema. No? Tako da toliko z moje strani. Jaz bi rekel, da pač, kar se tiče mogoče neke celotne te mlajše aktivistične skupnosti, mogoče bolj povezano sicer s študentsko fronto na tej točki, je ena pač dobra metoda, priložnost, da se tudi sami spravijo ven iz tega ne samo ljubljanskega mehurčka, ampak tudi po samem študentskega mehurčka, so točno te študentske menze pač. In to smo se tudi že pogovarjali tudi s tovariši iz Cedre, naprimer, kako bi lahko mi slučajno to idejo študentskih menz razširili na nekaj, kar pač mogoče se ne tiče samo študentov in kako tudi narediti prek teh menz prehrano neko bolj zdravo, kakovostno in prek tega, da je sezonska in lokalna, tudi podpirati lokalne kmete in narediti na splošno okolju bolj prijazno hrano. In kakor smo se pogovarjali, so tudi v naprimer sindikatu delavk v Tušu zelo zainteresirani nad to idejo in to je naprimer ena točka, po kateri lahko mi napademo, pa tudi razširimo to neko svojo na splošno težnjo po oblikovanju skupnosti pa ukinjanju takega bremena tega neplačanega dela, reproduktivnega dela. Po mojem bi tudi gasilci med izmenami z veseljem šli na neko menzo, pač na kosilo, da ne rabijo domov iti zdaj kuhati, pa ne vem, kaj vse početi. Tako da se mi zdi, da pač neke nastavke, tudi kar se metod tiče, že imamo, da se malo bolj konkretno povežemo med sabo, ampak moramo pač sam na tem začeti bolj aktivno delati. Še eno podvprašanje. Nekaj si ti to že omenil, recimo stavko kot eno izmed najbolj preverjenih zgodovinskih metod boja. Bila je omenjena tudi danes na poletni šoli, pa me v bistvu zanima, če se vrnem nazaj k temu vprašanju. Mi se v bistvu tukaj borimo za neke res radikalne spremembe. Verjetno imamo vsi saj do neke mere neke izkušnje številnih porazov, velikokrat smo zadovoljni v bistvu s kakim premikom neke vejice v dokumentu in podobno. Kako pa gledate recimo na to, in to se meni recimo osebno zdi eno izmed pomembnejših izhodišča tega povezovanja, ki do neke mere se je seveda že zgodil, do neke mere je pa pač to seveda neka dolgoročna stvar. Ampak kako recimo vidite delavsko stavko kot orodje za neke te širše družbene spremembe? Torej delavska stavka, ki ni več stavka za to, da si ena grupacija delavcev v nekem določenem sindikatu zviša, ne vem, regres ali plačo za, ne vem, 50 evrov, ampak pač stavko, s katero se recimo borimo za, ne vem, če sem zaenkrat skromen, za izboljšanje okoljske regulacije, za preprečitev ali pa ne vem, za preprečitev razgradnje, ne vem, trenutno javnega zdravstva ali nekaj podobnega. Predvsem, mislim, a se vam zdi to mogoče, pa kaj se vam zdi, da se na tem področju že dela? Pa predvsem, kje so mogoče tudi neke prepreke za to? Letos smo naprimer v Mladih za podnebno pravičnost tudi poslali delegacije naprimer na gasilsko stavko pa na stavko zdravstvenih delavcev, pa se mi zdi, da je to skoraj najmanj, kar bi lahko naredili. Neka ideja je tudi vmes krožila, da bi na sami stavki imeli eno to našo študentsko menzo, da bi se tudi stavkajoče delavce nahranilo pa tudi njim pokazalo neko drugo idejo pač prehrane. Meni se zdi, da pač valjda večina folka je delavcev na nek način ali pa na drugačen in pač, če bomo podpirali delavske stavke, pa če se bomo med sabo na teh stavkah spoznavali pa mrežili pa ne vem kaj še vse, se mi zdi, da je to pač skoraj da najmanj, kar lahko trenutno naredimo, če hočemo dejansko dosežiti neke radikalne spremembe. Tako da spet se mi zdi, da neki smo že začeli delati na tem, ampak se mi zdi, da moramo malo stepati up svoj pristop in neko udarnost svojega dela na tem področju.
bomo tako krožili, okej. Ja, mislim, ful dobro bi bilo, če bi za 8. marec bila pač splošna stavka žensk, ampak do tega še nismo prišli. Recimo, prišli smo, mislim, da 2 leti nazaj je bilo to, da so pač delavke, ki so, mislim, da naslednji dan ali par dni kasneje stavkale, so pač imele govor na našem protestu, ni pa bilo neke pač skupne fronte, ko bi pravzaprav vse ženske za tisti dan stavkale, mislim, vsaj na nacionalni ravni, ne. Tako da do tega še nismo prišli, no. Tako da zaenkrat smo na tej ravni povezovanja pač ne, tega, da se gre pač podpreti stavke, če lahko, ko imaš čas, ko si lahko ta čas vzameš. Nujno je, da si ga vzameš sicer. Tako da večinoma gre za pač to povezovanje in povezovanje v smislu ne, tega suporta, da pač na sorodnih dogodkih daješ prostor tistim vsebinam, ki pač si nujno zaslužijo v tistem časovnem področju, oknu pozornost. Tako da nam se je zdelo res nujno, da imajo pač govor sindikalizirane delavke v trgovinah, torej v sindikatih Tuš, Lidl pa Spar, pa sindikalizirane delavke mislim, da so bile vzgojiteljice takrat, oziroma pač v šolstvu, no. In smo na tak način poskušali graditi neko solidarno fronto. Nismo pa še prišli do tega, da bi bila stavka na isti dan, ki bi bilo pa res, ne, mislim, res bi bilo dobro, da bi se to zgodilo, da se pač pove, da je sej ena izbira datuma ni pač dovolj, to, da se en dan v letu daje pozornost ženskam, pač seveda ni dovolj, za enakost spolov se moramo pač boriti vse dni v letu, tako da to so recimo lahko plani za prihodnost, no. Bi bilo pa res tako nujno na tej ravni graditi, no, pač neke večje stavke, ki bi imele tudi pač zahteve za izboljšanje pravzaprav ne, populacije, mislim, izboljšanje razmerij v družbi za vse, no. Tako da to je zelo dobra ideja, no. Ja, zdaj, jaz sem prepričan, v bistvu, da stavka, konkretna stavka je najboljše zdravilo za nekaj doseči, preko odnosov do kapitala in političnih odločevalcev, to je sigurno. Zdaj, tle moramo v bistvu vseeno toliko še se dotakniti, zelo na kratko, mislim, da pomembno je, a govorimo o stavki ali protestnem shodu, ne. Eno je protest, ne, in organizirati proteste, se pravi v našem prostem času, ne, da se zberemo vsi v noteto in je že to ima neko veliko težo. Zdaj, ko pa govorimo in to, kar je bilo z moje strani konkretno o stavki govora, tle gre pa za klasično prekinitev dela, a ne. In tle seveda treba vedeti, da bi se kar tako rekla, bomo po celi Sloveniji nehali delati, v bistvu se ne da, ker si v prekršku unotretu si treba to drugače zorganizirati, ne, se pravi, da se znotraj podjetij unotretu preko central pride do te napovedi, rečemo neke splošne stavke, ne. Pa ne bom dal o nekih tehnikalijah govoril, ampak govorimo o tem, ne, koliko je to, kakšno ima to res lahko težo, ne. In jaz sem prepričan, da jo ima. Zdaj, ko je vlada zdaj ob tej zadnjih poplavah, ne, v Sloveniji proglasila tisti dan solidarnosti, ne, 14. ta mesec, in ga določila kot dela prosti dan, kot praznik, ne, da bomo ljudje šli prostovoljno pomagati, reševati premoženje in podobno, ne, ob poplavah, se je kapital takoj oglasil, ne. Kakšno škodo je bila storjena njim in podobno. In zdaj približno vemo, ne, po njihovih ocenah naj bi bil dan prekinitve dela enega šihta, se pravi, to je samo 1/3 dneva, ne, vreden okoli 50-60 milijonov evrov v Sloveniji, ne, v mali Sloveniji. Zdaj razmislimo, ne, kaj to pomeni, če je pol to ne 8 ur, ampak je to 16 ali pa 24 ur ali pa 3 dni, pa en teden in podobno, ne, že en dan. Kaj to pomeni? Tako da kapital si skoraj ne more privoščiti, ne,
nekih pravih in dolgih stavk. Ne. Zato je, bom rekel, dokaj dobro ali pa zelo dobro pripravljen z nekimi odgovori, ki grejo pa izključno v smeri groženj, ustrahovanja, ne, delavstva, prebivalstva kot takega, ne, v smislu propada gospodarstva, podjetij, izgube služb, socialnih problemov in podobno. Ne. In tle pridemo do tistega vprašanja, ne, koliko, bom rekel, situacije poznamo, ne, koliko in vemo, da ne bo propadlo ne gospodarstvo, ne podjetja, ne zaradi dneva, pa niti zaradi tedna stavke, ne, in podobno. Ne. Nihče ne stoji toliko slabo. Vemo pa, ne, da bi bili pa na račun tega, ne, strahovito manjši dobički, ne, od katerega imajo pa koristi izključno lastniki kapitala. Ne. Tako da, glede, tle je dejstvo, ne, da z nekimi takimi aktivnostmi se zadeve znajo, ne le znajo, ampak se vedno premaknejo. Vprašanje je le, koliko smo, bom rekel, sposobni to zorganizirati, ne, v nekem momentu, tudi širše, in predvsem v bistvu biti odločni. Ne. In zaradi tega tle poudarjamo, ne, da večkrat, veste, že strani sindikatov, ne, tudi sindikalnih funkcionarjev, se dobiva neke odgovore, češ, saj mi bi organizirali stavko, ne, samo delavci niso pripravljeni, ne, ampak gre v bistvu za našo odgovornost, ne, nas, ki vodimo na nek način vse te stvari, da zadeve pripravljamo in izvesti neko konkretno stavko, prekinitev dela, s čimer se škoda kapitalu povzroča, ne, je en, bom rekel, vsaj do neke mere dolgotrajen proces. Se pravi, se je treba na to pripravljati glave, ne, naša razmišljanja in priti do točke, ko se to res naredi. In ne rabiš tega prevečkrat narediti potem. Ne. Ko enkrat, bom rekel, dojamejo, da si v teh aktivnostih resen, ne, bom rekel, lahko stečejo resni pogajalski procesi in lahko trajajo zelo dolg časa, ne, ker vejo v bistvu, kaj sicer sledi. Tako da ja, tle povezovanje tudi širše in upam, da do tega bo tudi lahko prihajalo. Ne. To je bila nekako ta moja poanta. Ne. Na eni strani verjetno moramo pač skupaj delati sploh na temu, da do take stavke pride, ne, z nekim kolektivnim razumevanjem problemom in na drugi strani potem, ne, tudi neka solidarnost ob izvedbi take stavke. Ne. Zdaj seveda mladi aktivisti v okoljskem in feminističnem gibanju pač v tej stavki sodelovati velikrat ne morejo, lahko pa jo pač svojimi telesi in podprejo. Ne. In tukaj mislim, da je pa pač ta druga raven. No. Jaz bi se z veseljem z vsemi vami tremi še uro ali dve pogovarjal. Mislim, da smo počasi prišli v bistvu do zelo vročih tem, ampak bi vseeno na tej točki možnost za vsaj kako kratko vprašanje, ker se nam majčkeno mudi, dal tudi še publiki. No? Živjo, hvala za tole zelo zanimivo debato. Mogoče ni to kratko vprašanje, no, ampak vseeno. Bolj za ta študentski del okrogle mize, kakšno je v Sloveniji razumevanje aktivizma, feminizma, podnebne pravičnosti, v drugem delu pa kako bi mogoče, če imate kakšne konkretne primere, uspešne projekte ali pa intervencije in pa kako te uspehe promovirate, kajti tudi zavedanje je zelo močno orodje. Bom probala. Ja, no, mislim, zavedanje predvsem med študentsko populacijo, pač to mlajšo populacijo, ki oziroma je najbolj vpeta v izobraževalni proces, torej ne vem, srednješolska pa študentska, je zelo pač to vendarle populacija, ki se sama sebe dojema kot apolitična, zato ker se pravzaprav dojema pač politiko kot nekaj, kar je odtujeno od same družbe, kar je pač vezano na neke politične vzvode moči znotraj nekih institucij, do katerih pač valjda ti kot posameznik in posameznica nimaš dostopa in zato deluješ apolitično in se dojemaš apolitično in ponavadi tudi ne spremljaš ravno, kakšni protesti se dogajajo zdaj v Ljubljani, zato ker
nimaš časa za to, ker imaš boljše stvari za delati. Ne, mislim, vedno imamo vsi boljše stvari za delati, kako pač preživeti v tem sistemu. In naš način boja proti temu sistemu je tak, da pač izpostavljamo, kaj je narobe z njim. No. Tako da valjda je naša promocija uspešnih fajtov zelo omejena. In je zelo pač omejena na, ne vem, naš pač socialni mehurček, ne vem, kdo follova pač naša socialna omrežja in podobno. Ponavadi glih ne hodimo naokoli, ne vem, talati letake po vlakih, kar pač mogoče bi morali, da bi se pač neko množičnejšo zavest vzpostavilo. Drugače pa, ja, no, mislim, ponavadi je tako, da pač tisto, ne, kaj se ve, da se je zgodilo, je tisto, kar je pravzaprav prišlo v mainstream medije. Ne. Tako da naše študentske samoorganizirane menze so v začetku leta precej pač močno prišle v medije, v smislu, da tudi, ne vem, zelo pogosto je, da tudi neke pač vaše none, tete, strici, če ste šli domov za vikend, so vam pač povedali, kako je pač to ful neka neumna ideja teh mladih, ki se hočejo vrniti v ta gnili socializem za pač vzpostavitvijo menz, sej v menzah ful slabše ješ kot pač v privatnem sektorju, potem pa jim razloži, da si ti ne moreš nikakor privoščiti tega luksuznega obroka in zato si za menze, zato da pač vsaj imaš nek osnovni obrok. Tako da na nek način pač je bilo uspešno to, da je sploh širša populacija zvedla za ta pač specifično študentski problem. Ni bilo pa to uspešno v smislu, da bi se karkoli pač na sistemski ravni spremenilo. Ker je to tudi nek dolgoročen proces in tudi če so pač, mislim, vedno je potem vprašanje, ok, sej finančno bi bilo pravzaprav bolj vzdržno, da bi pač bile menze, ampak interesi so tudi nekje drugje, torej v študentski organizaciji Slovenije, ki pač ne dobi neka finančna sredstva od tega, da je sistem takšen, kot je za boni, kot so. Kar pomeni, da pač spet ni to zares ful uspešen projekt, ker nima še neke končne spremembe. No. Tako da, ja, ne vem, mislim, vedno je zelo, pravzaprav, ko postaviš ta vprašanje, postaviš tudi vprašanje, zakaj je tako zelo težko pač politizirati vprašanja, ki so družbena vprašanja, niso tvoje osebne težave, in kako potem spolitizirati, spraviti v javnost, in kako ustvariti nek pritisk, da se bojo pač spremembe zgodile. To je pač ful naporno in vedno izumljamo neke nove metode in pač pogosto se nam zdi, kot da se ciklamo. Tako da, ne vem. Mogoče ti imaš kakšen boljši? Mislim, jaz bi sam rekel, da mogoče pri teh menzah je prvi znak uspešnosti akcij pač ta odgovor od študentske organizacije, kako panično so oni zalaufali to peticijo proti ukinitvi bonov in tudi šli pijanemu folku na, kaj je že ta, na Škisovi tržnici metali te peticije pod prste, da jih podpišejo. Ampak mislim, mogoče se ne bi glih strinjal s to posplošitvijo trenutne študentske generacije kot ta apatična generacija, ko se mi zdi, da ima mogoče tudi ful velik vpliv nek cinizem, ki je pa tudi ful prisoten v sami aktivistični skupnosti in je tudi mogoče en izmed razlogov, zakaj se sama aktivistična skupnost ne premika nikamor. Zaradi tega, ko se določenih stvari še sami med sabo ne moramo zmeniti in zdaj, ko bomo mi razširili kakršne koli te ideje ali pa metode, če se sami ne moramo zmeniti, kaj je z njimi. Tako da mislim, da je mogoče, če se sploh hočemo pogovarjati o nekem širšem zavedanju aktivizma med študenti, med neko ful bistveno refleksijo med samimi aktivisti, pa prek tega izhajati naprej.
Bi z veseljem vzel še kako vprašanje. Okay. One more question, but then we have to, potem moramo pa počasi zaključiti, no, tudi solidarnosti do naših tolmačk, no. Well, no, I can't. Yeah, I have to ask in English. So yes, but my question is for David. I was working with a group of mobilized mothers for climate policy in Massachusetts in the United States, in one of the nation's oldest industrial cities, which had a really bad problem with gas leaks. And so in doing some research, I thought, I wonder how many fires we have compared to other cities, and I found that it was quite high. I mean, I knew that there were many, but when I looked at the numbers, they were quite high. So our firefighters were working, we were putting them to work. We have these old buildings and structures, and it was quite high. And as I was doing this research, I found that the firefighters union was receiving grants from the gas companies. And so it makes me wonder, what is the relationship of the firefighters here with industry? And then if you could talk a little bit about how the different unions maybe have different relationships with the climate movement more generally. Ja, kar se tiče v bistvu našega, se pravi, sindikalnega organiziranja, zdaj tako konkretno Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, ne, ki je, se pravi, deluje na nacionalni ravni, je naše financiranje, se pravi, financiranje za delovanje sindikata izključno članarina našega članstva. Se pravi, mi delujemo izključno strani članarine, 1% bruto plače na mesec, vsak, bom rekel, od teh 80% gasilcev vplača na sindikat. Ne? Zato, da je član sindikata, zato, da ima, bom rekel, brezplačno pravno varstvo, ne? Se pravi, pravno pomoč, imamo svoje pravnike v okviru naše sindikalne centrale, pravne službe, ne, ki zastopajo kot delavce jih na sodiščih in podobno in vse ostalo. Tako da strani kapitala ali lokalnih skupnosti, občine ali države, sindikat kot tak ne prejemamo niti evra. Ne. Je res v bistvu, da je z upadanjem članstva tudi na našem, bom rekel, v naši državi, a ne, kjer je bilo tam v 90-ih letih se pravi, včlanjenih v sindikate v Sloveniji po razpadu Jugoslavije dobrih 40% vseh delavcev, danes, kakor sem povedal, je teh okoli 20%, ne. To je pomenilo tudi upad financ in dejansko bistveno težje delo sindikatov. So se pojavile tudi težnje po tem, da bi bilo prav, glede na to, da sindikati delujemo v socialnem dialogu, ne, da bi na nek način bili sofinancirani tudi strani države ali celo kapitala, ne, za vodenje tega socialnega dialoga. Ker sej na nek način tako, bom rekel, smešno ali absurdno, ne, se to vprašanje odpre, ampak treba je vedeti nekaj, ne. To, da kot sindikat obstajamo, imaš pač te dve možnosti. Ali ga financiraš sam, kot delavec, iz svojega žepa, ne, ali pa iščeš druge vire, ki so pa po mojem osebnem mnenju tudi absolutno nesprejemljivi. In vsaj v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije smo zavrnili kakršnokoli opcijo, da nas ali, bom rekel, industrija, kapital, državna raven, se pravi, tudi niti kot kakšno nevladno organizacijo, v bistvu, da bi prejemalo v bistvu javna sredstva. Se pravi nič, izključno vse iz svojega žepa. In le na tak način v bistvu smo, rekel, tudi vsi, ki delujemo v sindikatu, bom rekel, to popolnoma neodvisni od kapitala, ne, se pravi, nas tle ne zanima in lahko, bom rekel, izvajamo tiste prave pritiske. Sicer pa, ja, v bistvu tle obstajajo težave in toliko še lahko povem, ne, se pravi, tudi v Sloveniji seveda obstajajo na podlagi nekih pravil
v določenih sindikatih neka sofinanciranja, oziroma vsaj delodajalci zaposlujejo konkretno določene delavce, ki pol dela kot sindikalist. In jaz trdim, da je to težko v bistvu biti neodvisen ali pa praktično nemogoče. Tako da ne le, da to odsvetujem, ampak absolutno kličem k temu, da to na vseh področjih vedno pa zavrnemo. Ok, hvala še enkrat vsem trem. Jaz mislim, da smo sicer, kot sem rekel že prej, lahko bi se še kar nekaj časa pogovarjali, ampak žal bomo mogli zaključiti. Hvala tudi vsem udeležencem, ki ste vztrajali. Zdaj bi pa v bistvu za konec podal, I will speak in English now. So this is it for today. Thank you all. Thank you the panelists. And